Pozdravljeni. Danes bomo pa govorili o energiji polne lune. In kaj je pametno, da naredite še danes zvečer ali pa mogoče jutri. V glavnem, polna luna ima posebno moč. Zdaj pa, kaj je pametno narediti? Vemo, da polna luna je povezana s čustvovanjem, povezana z našo podzavestjo in naredite en preprost ritual. Dajte na listke napisati vse tisto, kar vas moti v vašem življenju. Se pravi, vse tisto, kar naj odide, kaj je čas, da se izboljša. In enostavno napišite na listke in skurite. No, dobro, pazite, da ne boste kakšno hišo zažgali, ampak v glavnem skurite vse tisto, kar more iti. Napišite na listke, mogoče vaša čustva, kar more iti stran, ali pa mogoče tudi kateri odnos naj se mogoče izboljša, pa naj se zgodi v najvišje dobro vas in te druge duše. Pač napišite, kaj je čas, da odide od vas. To je zdaj prva zadeva. Potem pa, dobro je, da potem prečistite to, kar čistite, in je pametno, da uporabite recimo blagoslovljeno vodo, ali pa jaz imam tukaj Palo de Rosa, to lahko dobite pri meni na spletni strani, pa mogoče kakšno svečko prižgite, pa kadilo, tukaj imam sveti les, ali pa žajbelj, pač v vsakem primeru prekadite, prečistite, mogoče majčkeno preluftajte, prezračite, ne po slovensko, v glavnem, da pride nova energija, tako da spustite to energijo v vaš dom in recimo pa vam tukaj le žajblove listke. V glavnem, ja, jaz kar te stvari uporabljam na dnevni bazi, uporabljam tako kadilo kot blagoslovljeno vodo, dejansko uporabljam to, ker je pomembno, da ta energetski del okrog sebe sčistimo. Ko boste, se pravi, ta del naredili, da boste sčistili, kam greš, Karla? Ko boste sčistili to okrog sebe, lahko tudi greste pod tuš, si vzamete sol in se v bistvu slano soljo, v bistvu kot da bi si peeling naredili, in ko imate pol vse prečiščeno, vzamete drug list ali pa listke in začnete pisati manifestacijo. Se pravi, to, kar bi vi želeli, da pride v vaše življenje, da se zgodi, da pač vaše želje. Zdaj, kaj lahko z njimi naredite? Glejte, jaz z mojimi otroki leta nazaj sem že prakticirala in še vedno imamo to nekje, pa zdaj sploh ne najdem, ker smo se selili, ampak božjo škatlo. Dejansko eno škatlico, kamor pišete sporočila. Sporočila, kar vi želite, da se vam uresniči v vašem življenju. Prošnjo angelom, pri čem naj vam pomagajo. Pač na katerem področju vi želite, da se stvari izboljšujejo. Ker vaša napisana beseda ima neverjetno moč. No, za vse tiste, ki vas zanimajo energije, ki vas zanima več o tem, o žajbljanju, to so znanja iz knjige, Ko imajo duše žur, ker ja, ta energetski del, ki je okrog nas, ki ga ne vidimo, je zanimiv. Tako da pomembno je, da razumemo, da imamo vpliv na te energije, da nismo nemočni, da marsikaj lahko spremenimo. Tako da prav čutam, to je nekaj, kar je potrebno, in če vam zavibrira, naredite, zato ker boste lažje potem živeli. No, zdaj pa gremo naprej. Sem rekla, da bom šla danes tudi brati pozitivna sporočila. In imamo 3 karte, se pravi, šli bomo na 3 različna področja in bomo najprej karte prehodu na novodobo, kar je za vas splošno, potem Ošutove karte in potem Zlati zen tarot. V glavnem, gremo najprej tisto, kar rabite vi v vašem življenju, kar se bo pokazalo v redu, se pravi za tebe, svetla, velika duša, ki se mogoče učiš prepoznavati svoje božanske sposobnosti. Kaj ti ta trenutek sporoča stvarstvo, kaj je prav, da veš, da ozavestiš, da se naučiš. 5 sporočil za tebe, da vidimo. 3, 4, 5, da vidimo. Prvo sporočilo je prišlo,
Vibracija obilja v tvojem življenju. Premisli, na katerem področju imaš vibracijo pomanjkanja. Kje je tvoje pomanjkanje? Začni pozornost dajati drugam. Se pravi, kje lahko opaziš obilje. Ker je v bistvu pomanjkanje obilje, je to v bistvu ta nasprotje. In če imaš ta trenutek neko pomanjkanje na čustvenem področju, daj pomisli, na katerem področju, s katerem odnosom imaš pa obilje, recimo ljubezni. Ali pa če imaš pomanjkanje v denarnici, kje v materialnem svetu ti živiš obilje. Ali pa če imaš pomanjkanje na zdravstvenem področju, da te recimo boli koleno, na katerem področju tvojega telesa je pa popolno zdravje. Pač fokus daj drugam. Vibracija obilja je potrebna zaradi tega, ker očitno te kliče tvoja duša, da spremeniš smer, usmeritev, kam gre tok tvojih misli. No, to je prvo sporočilo. Drugo sporočilo je povezano z vero. Točno tako, kot se ti ta trenutek dogaja, je prav. Zaupaj v to božansko vodstvo in poskušaj umirjati svoj Se pravi, daj čim več časa temu, da si mirna reka. Se pravi, tam, kjer so vzvalovljena tvoja čustva, poskušaj dati to ven. Ne vem, zato pet pisati, sežigaj in poskušaj vdihavati mir. Ker ta neskončna energija v tebi ne lahko samo uspe. In zaupaj, da je točno tako, kot je prav, mogoče si zdaj na nekem robu, da te nekam vleče, ampak zaupaj, tebe vodi tvoja duša in lahko samo uspeš. No, in naslednja stvar je poštenost. Dovoli si videti resnico. In predvsem vedno in v vsakem odnosu izražaj resnico. In tukaj je sporočilo, poštenost je povezana z odnosi. Tudi če nihče ne ve, ti veš, tvoja duša ve. Nobeno dejanje ni vredno, da te bremeni, noben odnos ni vreden, da ga tajiš. Dovoli si sprejeti svoja resnična čustva in dovoli sebi, da si resnična. Ker to je poštenost do sebe in to je temelj vseh odnosov. Se pravi, dovoli si videti resnico. Ker vemo, da včasih je neresnica zavita v meglo, da jo težko videti. Ampak tvoja čustva ti ne lažejo. Tvoja čustva so povezana z resnico in dovoli si videti resnico. No in naslednja čakra je prišla, srčna čakra, pa v nebovzeti mojstri. Se pravi, vsak od nas ti čutiš, katerega v nebovzetega mojstra imaš, prosi za vodstvo, za pomoč. In zdaj, ne vem, katerega mojstra najbolj čutiš, lahko da je povezan z Kristusovo energijo, da je povezan z Jezusom, lahko je povezan z božansko materjo Marijo, mogoče pa ta del teh krščanskih, v nebovzetih mojstrov ti ne resonira, pa ti mogoče resonira nek drug nebovzeti mojster, ali pa recimo kot je Buda, ali pa pač čistko, kar ti zavibrira, je vse v redu, zaradi tega, ker obračaj se na nebovzete mojstre. Zdaj tukaj je energija San Germaina in vijoličnega žarka očiščenja, ker dejansko ta vijolični žarek očiščenja nosi energijo pač razblinjanja megle, razblinjanje kod, razblinjanja te tančice, ki jo imaš, da ne moreš videti resnice. In tvoje srce je pa kompas. Tvoje srce je notranji kompas in tvoje srce resonira s tabo. In tam, kjer ti občutiš to težo na srcu gor, ko te teži, ko ne moreš dihati, ko ne moreš izraziti čustev, se vprašaj, kaj je tisto. No in zdaj recimo, če imaš neko bolečino v telesu, ti pove, če je na levi strani je povezano z žensko energijo, če je na desni strani je z moško energijo. In potem se direktno vprašaš, kaj je tisto, kar čutim, ampak po drugi strani mogoče česa ne želim videti. Tako da tukaj sledi srcu, kar je kompas, in kliči vijolični žarek očiščenja. Kako to delaš, to imate v knjigi, ko imajo duše žur,
ko izgovarjate te molitve vijoličnega žarka, očiščenja, boste videli, to je tako svetlobno hitrostjo se stvari spreminjajo. To so zdaj prva sporočila. Pojdimo zdaj pogledati druga sporočila, da vidimo. Zdaj, mogoče je isto za tebe, lahko je pa za, ne vem, tam, kjer boš najbolj resoniral, to je za tebe. V glavnem, dajmo pogledati Ošotove karte, kaj ti ta trenutek stvarstvo sporoča. Mogoče celo za prihodnost, dajmo pogledati. Za prihodnost, kaj ti sporoča stvarstvo? 5 kart bom potegnila, tako čutim, mogoče zato, ker je danes 23. in 23. tako nosi vibracijo števila 5, 23 je drugače v numerologiji najbolj srečno število, poleg 19. Ledena osama, topljenje, solze, čiščenje, počne se bati tega, čas je, da vklep razpade. In druga stvar, naslednje sporočilo je povezano z zaupanjem. Prepusti se, ker tok življenja te nosi naprej. Pač to božansko te bo ujelo, te bo usmerilo tja, kjer je tvoja pot. In naslednja karta je proslavljanje, radost, igrivost, tudi ženska energija. Se pravi, začni proslavljati to žensko energijo v sebi, ki jo imaš, pač nehaj se skrivati, če ti, ki poslušaš, si ženska, pač sprejmi svoje žensko telo in začni uživati v svojem ženskem telesu. Če ti, ki tole poslušaš, moški, sprejmi ženski del, ki je nežen, ki je občutljiv, ki si dovoli pač jokati, izražati čustva, ker pač ta ženska energija, ja, čutim, da prihaja nekaj posebnega. In naprej, naslednja karta je spet povezana z žensko energijo. Zaupanje, karta je drugače potrpljenje, cikl, lunine mene, počakati, da se zgodi tisto, kar se mora zgoditi. Se pravi, ne siliti z glavo skozi zid, ampak dovolj, da od zadaj delujejo skriti dejavniki in deluje tako, kot te vodi tvoja duša. In deluj tam, kjer te vodi tvoja duša, ker točno tako, kot te vodi, je za tvoj razvoj pomembno. Ker vse skupaj je pa povezano s tem, da se začneš zavedati, kdo ti si. Da si vino, ki mogoče neke oklepe, ki so ti jih drugi nadeli, ali pa neko masko, ki jo mogoče moraš nositi za nekoga, da enostavno snameš. In da kot bi odvrgla nek ovoj, ki ni tvoj, in se začneš potem izražati. Ampak ta izražanje bo prišel, pač zaupaj, da je vse prav in da tako kot na tej karti leta nosečnica, ki čaka, da bo rodila, pač bo rodila. Otrok noter ne bo ostal, ampak dovoli, da skozi tvojo radostno energijo se to zgodi, kar se bo zgodilo. No, in gremo še naprej. Na naslednji sklop, da vidimo, 5 kart bom potegnila in ravno tako za prihodnost. Ravno tako, tisto sporočilo, kar ti ta trenutek rabiš slišati, kaj ti tvoje dušno vodstvo sporoča, kaj je prav, da ozavestiš. Prvo sporočilo, drugo. Dobivam sporočilo, da je dejansko to še prve 2 sta preteklost. Da vidimo. In takole, da vidimo, kam prišlo. To, kar se tebi zdaj dogaja, je potrebno, to je tvoja notranja vaja. V redu je. Ni ta prav boj, ampak je vaja. Učiš se. In to, kar se ti učiš, ko treniraš se pri nečem, dejansko se to moraš dati kot neko urjenje skozi. In to je potrebno za tvoj razvoj. Pač preko tega ne moreš iti, ne moreš prehiteti, ker potrebuješ urjenje. Zdaj pa naslednja je pa visoka svečenica. Se pravi, ti bitje si nekaj več, ampak se uriš. Mogoče se ta trenutek še ne zavedaš, kdo dejansko si, mogoče še nimaš občutka, da si to ti, ampak to si ti, tam zadaj. Pač učiš se biti v svoji popolni lepoti,
Tukaj je spet luna, voda, se pravi luna povezana z nezavednim, voda s čustvovanjem. Vse je povezano s tvojimi čustvi. To, kar ta trenutek predeluješ, je povezano s tvojimi čustvi in ne se bati. Nekaj se ruši v tvojem življenju, ampak ne se bati. Če zdaj letijo kakšni okostnaki iz omare, če se zdaj nekaj dogaja, samo zaupaj, da je prav, da se nekaj zruši v tvojem življenju in je prav, da tudi zaključiš določene zadeve, ker naslednja karta je prišla, pač te meči, sedmica mečev je povezana s tem, da ta odhaja iz bojišča, iz hiše in ima nekaj mečev v roki, nekaj jih je pa na tleh. Ampak ta karta kaže na to, da ne prehitevati, ne delati na ihto, ampak enostavno moraš pobrati vse meče, ker če jih ne boš pametno pač pobrala, jih bo nekdo zalučal tebi v hrbet. Zato je pač pomembno, da razumeš, to čustvovanje, te odnosi, ki ti mečejo čustva ven, so potrebni dovolj, da se zruši, da se pokaže resnica, ampak ne hiteti. Stvarstvo ima poseben načrt za tebe, ne hiteti in zanimivo, prišla je karta sodba. Enostavno tako je, pika. Enostavno tako je. Po prejšnjih dejanjih bo vsak dobil ta svoje in tisto, kar ti zdajle predeluješ, je zate pomembno, za tvoj razvoj, ampak ne dovolj, da te posrka tema. Ne dovolj. Ker, ko smo tam že toliko časa v primežu čiščenja, je tako, kot da bi nas neke sile porivale skozi porodni kanal. Ali pa kot da smo v neki stiskalnici in iz nas hoče priti nek sok in je najlažje reči, pač dovolj imam, ne morem več, jaz se tega ne grem več. Ampak bodi na strani svetlobe. In takrat, ko je najbolj težko, pojdi k vodi, meč kamenje, kriči, objemaj drevesa, umakni se, piši. Nekaj delaj, da se sprosti ta energija, ampak predvsem ne dovoli, da te temne energije posrkajo. Zavedaj se, da ti si bitje svetlobe in da zate je veliki božanski načrt. No in dajmo zdaj še za ta veliki božanski načrt. Jaz bom zdaj, premešane karte so, samo to, prva in zadnja. Pravica. Pravica, se pravi isto kot sodba. Enostavno to je nekaj, kar je in pika. Pokazala se bo resnica in ta resnica, tako kot piše v Svetem pismu, te bo osvobodila. In druga karta je pa prišla, dvojka kelihov. Se pravi, čas je za ljubezen, čas je za nove projekte, ki izvirajo iz srčne čakre, čas je za novo energijo in to te čaka. Ampak ne biti nestrpna, ne moreš prehiteti. Življenje te podpira. Zdaj pa te čas, ko si tam, delaj svoje projekte, tukaj je ustvarjalec, ustvarja, je zatopljen v svoje delo, delaj tako, kot si voden in dovolj, da v tvoje življenje pride obilje vsega dobrega. To je pa ta prva karta, ki smo jo dobili. Se pravi, vse je povezano z vibracijo obilja. Obilje ljubezni, obilje lepih odnosov, obilje tudi na materialnem področju, obilje priložnosti, pač obilje vsega. Jaz verjamem, da živimo v vesolju obilja, verjamem, da tako kot nam vesolje, zemlja, mati zemlja zagotovi dovolj zraka za nasleden vdih, nam zagotavlja dejansko vse. Res verjamem v to vibracijo in mi svojo vibracijo dejansko smo pa mi magnet, kaj vlečemo v svoje življenje in česa nam potem vesolje ali pa ta energija ponuja še več, da izkusimo obilje ali pa pomanjkanje. To je pa zdaj naša vibracija. Zato naravnaj se na vibracijo obilja, hvaležnosti, radosti in vse to se bo pomnožilo v tvojem življenju. Tako da uživaj, zdaj pa pisati,
kurt, jutri pa mogoče kričati, pa marsikaj se bo spremenil. Tako da uživaj, vse dobro.